spoštovani gostje, dragi obiskovalci, cenjeni razpravljavci, pozdravljeni, dobrodošli na današnji okrogli mizi. Preden začnemo z razpravo, bi prosila najprej prodekanjo za kakovost in založništvo in glavno urednico revije Jezik in slovstvo, profesor dr. Mojco Smolej, da nam pove par besed. Hvala. Govorila bom izključno kot glavna urednica jezika in slovstva. Ti, Matej, boš pa najbrž potem kot prodekan. Skratka, na spletni strani revije Jezika in slovstva piše: Jezik in slovstvo je slovenistična revija, ki že od leta 1955 izpolnjuje svoj temeljni program. Ponujati razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi ter s tem povezani pedagoški teoriji in praksi. Res da je bila revija sprva ustanovljena predvsem kot pomoč pri poučevanju slovenščine, vendar je že zelo kmalu po svoji ustanovitvi prerasla, presegla prvotno zastavljene cilje in je tako zelo uspešno začela združevati tako znanstvene vidike, kot tudi praktično didaktične. Mislim, da je to tudi edina prava pot, namreč vsakdo, ki se je podal na pot poučevanja, ve, da je učiteljski poklic nenehno povezan ne le s podajanjem učenosti, pač pa najprej z lastnim izobraževanjem. Ko me je Alenka Žbogar že kar nekaj časa nazaj vprašala, ali bi bil Jezik in slovstvo pripravljen izdati obsežno številko o prenovi učnega načrta za slovenščino, odgovor ni mogel biti drugačen kot seveda, z veseljem. S to številko Jezik in slovstvo zopet v polnosti združuje obe svoji poslanstvi: ponujati znanstvene razprave o slovenskem jeziku in literaturi ter didaktični praksi. Povezovanje pa je s to številko poseglo še na drugo področje. To je povezovanje najrazličnejših raziskovalcev, raziskovalk z različnih inštitucij, ki se ukvarjajo znanstveno in praktično didaktično slovenskim jezikom. V številki je svoje analize, razmišljanja objavilo kar 25 različnih jezikoslovcev in jezikoslovk, tako z ljubljanskih, mariborskih, primorskih in drugih slovenističnih središč. Draga Alenka, že kar na začetku okrogle mize bi se ti rada zahvalila, da si se lotila tako zahtevnega projekta. Zagotovo je bil poln izzivov, usklajevanj, ampak rezultat tega projekta je dokaz, da je združevanje in sodelovanje mogoče oziroma edino smiselno. Hvala. Hvala glavni urednici in prodekani za te res zelo tople in prijazne besede. Zdaj bi pa prosila, da nas nagovori še izredni profesor dr. Matej Hriberšek, prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem. Hvala lepa. Dovolite, dragi gosti, drage gostje, da vas vse prav lepo povabim oziroma pozdravim na tej prireditvi danes. Prejšnje leto približno v tem času smo se odločili, da bomo letošnje leto, to je leto 2024, namenili oziroma poimenovali leto učiteljic in učiteljev. In številni dogodki tega leta so bili namenjeni prav tej problematiki. Široke problematiki, na katero smo opozorili z nekaj prireditvami, nekaj v sklopu fakultete, nekaj je bilo tudi takšnih, kjer smo nagovarjali širšo javnost. Z današnjo prireditvijo sklepamo dogodke leta učiteljic in učiteljev in naslednje leto bo imenovano in posvečeno dediščini, torej leto dediščine, in prireditve tega leta bodo namenjene tej tematiki. Tudi v mojem imenu iskrena hvala za pripravo tega večera, kolegici Žbogar za vas angažma in še naprej uspešno delo in se vsi veselimo tudi tega pogovora. Hvala lepa.
Za ta prijazen nagovor. Torej, današnjo okroglo mizo z naslovom Slovenščina v šoli, izzivi in priložnosti pouka slovenščine kot materinščine na primarni in sekundarni stopnji vzgoje in izobraževanja organiziramo na ta veseli dan kulture, na praznični dan. Ali bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve, je Prešeren zapisal v Gazelah. Upam, da z okroglo mizo, na kateri gostimo cenjene strokovnjake s področja slovenistike, zasejemo voljo in pripravljenost spremeniti tisto, kar nam pri pouku slovenščine kot materinščine morda ni najbolj pogodu, ter odgovorimo na nekatera pereča strokovna vprašanja. Tem je posvečena tudi tematska številka jezika in slovstva, ki obsega 7 jezikoslovnih in 9 literarno-vednih prispevkov, pri čemer se malodane vsi podajo tudi na področja obeh specialnih didaktik. Namen tematske številke jezika in slovstva je bil podpreti prenovo učnih načrtov za pouk slovenščine na primarni in sekundarni stopnji vzgoje in izobraževanja, ki naj bi bila zaključena in v prakso implementirana v šolskem letu 2025-2026. Številko pa želimo tudi po končani prenovi zainteresirano javnost spodbujati k učinkovitemu, vključujočemu in inovativnemu pouku slovenščine kot materinščine. Izzivov in priložnosti za izboljšavo slovenskega šolskega sistema pa nimamo. Okrogla miza najbrž ne bo ponudila neposrednih rešitev. Bomo pa skušali osvetliti pouk slovenščine kot materinščine kot enega osrednjih temeljev družbenega napredka in začrtati, kako naj se, če sploh, odziva na hitro spreminjajoče se potrebe 21. stoletja. Z nami so, dovolite, da začnem pri damah, profesor dr. Dragica Haramija iz Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, profesor dr. Vesna Nikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije na znanstveno-raziskovalnem središču Koper in nadaljujem po abecednem redu, izredni profesor dr. Kozma Ahačič, znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU, profesor dr. Marko Stabej, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, oddelka za slovenistiko in profesor dr. Kotivir Tivada, predstojnik oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pa si za začetek najprej oglejmo izjavo magistre Ane Košuta-Skok, ravnateljice osnovne šole Deskle. Lepo pozdravljeni. Kot ravnateljica osnovne šole mislim, da moram izpostaviti vsaj 2 pomembni vlogi slovenščine. Najprej se bom dotaknila samega pouka jezika. In sicer v praksi se vedno pogosteje srečujemo z učenci s specifičnimi učnimi težavami ali pa s primeri, ko slovenščina ni materni jezik. Ti učenci seveda potrebujejo drugačne pristope, a žal opažam, da predvsem predmetni učitelji enostavno nimamo dovolj širokega nabora različnih znanj, da bi tem učencem lahko ponudili res ustrezno podporo. Kot drugo, ampak zato nič manj pomembno vlogo, pa bi izpostavila slovenščino kot učni jezik. Pomembnosti te vloge se morajo zavedati vsi strokovni delavci, nujno pa bi bilo tudi temeljito razmisliti, kako v naš izobraževalni sistem vključiti učence, ki ne govorijo slovenskega jezika. Vsi vemo, da je primerno znanje učnega jezika predpogoj za uspešno delo v šoli, vendar pa v praksi temu velikokrat ne posvetimo dovolj pozornosti. Najprej bi nagovorila predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki deluje na ZRC SAZU-ju, profesor dr. Kozmo Ahačiča.
Vi ste avtor idejne zasnove in soavtor učbeniškega kompleta Moč jezika 1-4 za srednje šole. Leta 2017 ste izdali Slovenski slovnici za osnovne in srednje šole, Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat, za katero ste prejeli priznanje Jabolko navdiha. Istega leta ste prejeli tudi zlati znak ZRC SAZU. Za tematsko številko jezika in slovstva, posvečeni prenovi učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah, ste napisali članek z naslovom Osnovnične vsebine pri jezikovnem pouku slovenščine pred prenovo učnih načrtov. Kako metajezikovni del jezikovnega pouka organizirati tako, da bo prispeval k razvijanju kritične sporazumevalne zmožnosti, torej da bo usmišljen in hkrati časovno dovolj ekonomičen, da bo omogočal čim več aktivnega dela in kritičnega tvorjenja besedil? Ja, vsem lep pozdrav. Zdaj, razmislek o odgovoru na to vprašanje v resnici izhaja, sam sem si danes pogledal iz 25. novembra 2010, torej star je že skoraj 14 let, ko smo v bistvu zelo široka skupina jezikoslovcev objavili neko kratko javno pismo o tem, kako vidimo pouk slovenščine v prihodnosti. Rekli smo, kaj je moderna opredelitev knjižnega jezika in zvrstnosti, izogibanje pretiranemu besediloslovnemu klasificiranju, v pogledu jezikovni sistem kot celoto, ves čas, usklajeni pojmi pri pouku slovenščine in pri pouku drugih jezikov, znotraj predmetno, medpredmetno povezovanje in pa pogled v to, da bomo vedno bolj v prostoru večjezičnosti in digitalizacije. Skratka, to je bilo 14 let nazaj. Z mislijo na to je nastajalo vse to, kar ste našteli, skratka, od Frana, Frančka, šolskih slovnic, potem tudi zgodovine slovenskega jezika, knjižice Jezični možje, do v bistvu 2 učbeniških kompletov, ki sem jih šel skozi na pragu besedila in pa na to še Moč jezika. Zdaj, kar se tiče jezikovne didaktike, lahko rečem, da sem si recimo sam najbolj brusil svoje misli v debatah z Martino Križaj in pa Jerco Vogel. Skratka, tu je tisti prostor, ki je do določene mere pomagal iskati odgovore na ta vprašanja. Zdaj, zelo preprosto povedano, pouk slovenske slovnice mora biti povezljiv s poukom tujih jezikov, uporaben mora biti za praktično življenje, ampak hkrati mora podajati tudi osnov na teoretična spoznanja jezikoslovja kot stroke, navduševati nad jezikoslovjem, torej nad vprašanjem, kaj je jezik, kako deluje, kako se razvija. Snovi mora biti čim manj, zlasti snovi. Slovnična snov mora biti časovno čim bolj ekonomična. In seveda, če želimo, da je bolj ekonomična, mora biti čim bolj sistematična. Človek si je zmislil slovnico zato, da bi si prihranil čas. No, in vse to mora omogočiti čas za tvorjenje, razčlenjevanje in kritično sprejemanje besedil, ampak to ne samo pri slovenščini, to je res bistveno, ne samo pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih in pri vseh jezikih. Tudi zato je sam učni načrt sestavljen v bistvu iz 5 komponent, od katerih je ena jezikovni sistem kot nek model, vendar pa je osrednja sporazumevanje in besedilo, na to slovenski jezik v prostoru, družbi in času,
pravopis in pravorečje in pa celo poglavje o slovenščini v digitalni dobi, skratka o poglavje, ki skuša zajeti vedenje vseh sodobnih vprašanjih, hkrati pa bo, upajmo, dovolj odprto, da omogoča tudi vse, kar nam bo verjetno prinesla prihodnost. Hvala lepa. No, pa bi morda nagovorila zdaj še Marka Stadeja, ki je v soavtorstvu z Špiro Akar-Pol, Nino Prvežar, Moniko Kalingo-Lob, Simonom Krekom, Andrejo Pavlejo Jurman in Tadejo Rozman. Za tematsko številko ste napisali prispevek z naslovom Nova slovenščina, pri čemer ste se osredotočili zlasti na nove tehnologije, spremenjene komunikacijske potrebe, pa tudi nova strokovna dognanja in spoznanja. Kako pa si vi in vaše kolegice in kolega predstavljate pouk slovenščine v prihodnosti? Kakšno vlogo in pomen pripisujete slovenščini v globalni družbi? V 3 minutah mislim, tudi ogromno vprašanje, ne. Rad bi rekel, si že sama naštela bistveno več kot samo digitalizacija in mogoče samo navidezno glavni, oziroma tehnologije so mogoče samo navidezno glavni tom članka, pa bi rekel se po mojem ti avtori in avtorice ne strinjamo, da je tako, je pa to nekaj, kar je, bi rekel, vse bolj nujno upoštevati in česar v resnici še nihče od nas ne zna. In mogoče moja prva misel, da je tudi ta naša skupna izkušnja soavtorstva, bi rekel, dokazala, da je treba brusiti koncepte v mnogo širšem krogu kot v krogu 2, 3 ali 5. In zato tudi ti hvala za in to številko in uredništvo resnično. Hkrati pa seveda si je nemogoče ustvarjati iluzijo, da je vse urejeno, ko enkrat vidiš, kako zelo različne prakse, mnenja, stališča so. Zdaj meni po eni strani nikaj, da sploh ne bi nič odgovarjal, ker v resnici nimam ne vem kako zelo veliko izkušenj šola. Moje osebne izkušnje kot pač nekdanjega učenca so zelo daleč, starševske izkušnje so pa zelo nevarne za posploševanje, kar vsi vemo, čeprav imam srečo izkušnjo z osnovne šole in srednje šole. Čeprav po drugi strani bi rekel ravno osebna izkušnja bom malo ilustriral, da se mi zdi, da je ta navidez funkcionalni vidik poučevanja slovenščine, ki je bil pri prenovi konec 90-ih se je zdel smislen in nujen, se je izkazal, da pravzaprav gre svet tako hitro, da preden se 3-krat obrneš in ponatisneš 2-krat cel komplet učbenikov, so okoliščine že tako drugačne, da enostavno stvar postaja polna nekih napetosti, ki se zdaj pa ne morejo, bi rekel, sprostiti. Zdaj, če jaz pomislim, kaj smo mi pri slovenščini delali vendarle, in kaj moramo vse delati zdaj, pa ne govorim zase kot recimo nekega jezikoslovca, recimo ali profesora, govorim tudi za svoje sošolce, ne vem, geodete, strojnike, seveda, mislim, vem za gimnazijske, ne vem za osnovnošolske, ker s tistimi imamo stikov, mi smo nekako preživeli digitalizacijo računalnika, do ChatGPT-ja, kaj bi se na to pripravljalo? V bistvu to, da smo, ne vem, v prvem letniku obravnavali po Gilgameshu in tako naprej. Mislim, hočem reči, šola mora dati nekaj, kar je tako univerzalno, da pride prav tudi v čisto spremenjenih okoliščinah čez 40-50 let. In v tem smislu je zelo zanimiva misel Štefana Cvajga, se mi zdi, ki v svojem tistem velikem delu Včerajšnji svet pravi, kako je bilo krasno v Avstro-Ogrski šoli, ker karkoli je bilo v šoli, ni imelo nobene zveze z realnostjo. Bilo je strahotno dolgčas, ampak je nek varen prostor. Tukaj se mi zdi, da je treba obrniti in najti nek način, kjer res spremenjene okoliščine upošteva. Zdaj je zanimivo, da si ti večkrat, pa ne želim biti polemičen sam po sebi, ampak slovenščina kot materinščina. Potem pa predvajaš kratek odstavek ravnateljice in vidiš, da je s tem osnovni problem. Zdaj, a bomo, mislim, če ločeno načrtujemo slovenščino kot materinščino, od slovenščine kot nematerinščine, pa slejko prej moramo imeti vsaj ločene razrede ali pa ločene nivoje ali pa ne vem kaj,
In se mi zdi, da je to nekaj, kar je strašansko nevarnega. Hkrati pa to dejansko didaktiko postavlja pred nove izzive, ki so v posrednem prostoru problematični, zelo dolgo časa se zamestno s tem že srečujejo, kako pravzaprav to peljati skupaj. In temu pač ne moremo reči slovenščina kot materinščina. Čeprav smo vsi za to, da je slovenščina materinščina čim več ljudem, da imajo čim bolj radi, da imajo čim bolj radi tudi jezikoslovje, čeprav to se mi zdi, da je kar smel cilj, da bi ljudi kolektiv izgubilo jezikoslovje, čeprav vsaj toliko kot kemijo najbrž bi se dala. Skratka, tukaj se mi zdi, da moramo nekaj korakov narediti. Pa še, to je zdaj moja osebna prepričanja, ne govorim o imenu vseh avtorjev, to paralelno načrtovanje večjezičnosti je problematično. Otroci, mladostniki, pa tudi, bi rekel, ljudje srednjih let in nekateri mi starejši smo tako v dnevnem stiku z angleščino, kar vsi vemo, ampak to vpliva na drugačne načine, mogoče na enak način kot je nemščina v 16. stoletju popolnoma drugačnih okoliščinah. Ko Trubar napiše uvodno poglave v cerkovnem govorniku, ono je prav dobro in nucno in potrebno, ono je zato, ker je moral iz esej izteguriti, ne vem kaj, in sploh ni pomislil, da bi lahko tudi drugače. Zdaj se to dogaja in to je treba, mislim, to je treba paralelno peljati, ozaveščati in bi rekel, res na nov način. Kakšen je ta nov način, je pa odprt, in odgovora ni, samo odgovor je, da je pač treba začeti delati v tem smislu. Seveda, pustimo zdaj še to, glede tehnologije in tako naprej, se mi zdi, da je pa pač smo zadaj tako na vseh študijskih programih, kot tudi v znanstveni sferi. In zdaj, kar se dogaja, je to, da se ta jezikovno-tehnološka plat se pravzaprav sama na nek način osamosvaja, kar je pa tudi škoda, zato ker bi rekel, čeprav je kazalo, da bosta področji se zlili in sodelovali tehnologija in humanistika, in je tudi prizadevanje, imamo, kaj se reče, bienalno konferenco, digitalna humanistika in jezikovne tehnologije, ampak na nek način se to ne dogaja. In marsikje se nam zdi, vsaj meni se zdi, da imajo čutek na telefaksu, vse manj študentov je, ampak nekako se nam zdi enkrat pa boljš, če malo reklame naredimo, pa če naredimo leto jezikov, pa leto učiteljev, bomo malo motivirali. Jaz mislim, da smo na neki usodnejši prelomnici, kot se nam zdi. Hvala, Marko, za te besede. Ni naključje, da sem to izpostavila, torej materinščino v naslovu in potem predvajala mojo magistrantko, ki je opozorila na to, da slovenščina ni samo materinščina, ampak mi se obnašamo, kot da je. Tako da me veseli, da si to opazil in upam, da bomo v to smer tudi razmišljanje, ko delamo prenovo učnih načrtov. Dobro, no pa morda zdaj damo močno besedo tudi predstojniku oddelka za slovenistiko. Dolgo časa, kar nekaj časa je tudi si bil član maturitetne komisije za slovenščino, tudi njen predsednik. Kako je potrebno reševanje vojakinje slovenščine? Ja, to je mogoče najprej, da razložim iztočnico oziroma najprej izrazil čestitke. Bi res čestital kolegici Žbogar za izdajo te knjige, čestital bi tudi vsem avtorjem, čestital bi se tudi uredništvu naše revije Jezik in slovstvo, ker se mi zdi zelo pomembno, da je ta knjiga izšla, tako da mislim, da se je res združilo več različnih pogledov. Zdaj pa moram iti k vojakinji slovenščini. To je en neobjavljen krajši tristranski zapis, ki sem ga sam v času, že kar nekaj časa nazaj, približno 10 mesecev, zapisal, ko se je začelo govoriti o dvonivojskosti ali enonivojskosti. In tu bi predvsem izpostavil, da moj pogled na slovenščino, slovenski jezik in slovensko družbo danes je, da bi morali bistveno več sodelovati. Tako pač, da smo to gledali in samo sodelovanjem in skupnimi močmi bo slovenščina lahko živela, se bomo z veseljem pogovarjali in slovenski jezik tudi pisali in interpretirali slovensko literaturo. Tu se mi zdi zelo pomembno, da
razpravljamo, zato se mi ta okrogla miza zdi zelo dragocena, da nas je toliko različnih, ki tudi različno mislimo in upam, da bo ta princip tudi prevladal. Dosti besed je bilo že omenjenih, izzivi niso preprosti. V Sloveniji bo potrebno pritisniti na določene inštitucije, to bomo zdaj kar direktno rekel, omenjen je bil prej, nisem mislil se takoj na to odzvati, ampak kolega je rekel, da če dalje manj upisa, tukaj je osnovni problem tega, da dejansko pedagoški poklic ni privlačen. Ni privlačen v prvi vrsti, predvsem zato, ker enostavno so učitelji premalo plačani. Tu moramo začeti na tem koncu. Predvsem mladi učitelji so zelo slabo plačani in tukaj ni to problem samo slovenščine, ampak je problem tudi drugih predmetov. In tukaj slovenščina absolutno ni nič tako posebnega. To je mogoče prvi pomislek. Tukaj govorimo o reševanju in v tem smislu sem tudi zapisal ta kratki esej. Slovenščina, vojakinja slovenščina, ves čas govorimo o slovenščini. Verjetno poznate ta film Reševanje vojaka Ryana. To je bil poslednji sin ene od družin in so ga šli reševati. Jaz mislim, da reševanje vojakinje slovenščine ni potrebno, absolutno ne, imamo dovolj polnokrvnih inštitucij, ki živijo, ki so zelo pomembne. Tukaj smo zbrani tudi Maribor, ZRC SAZU, ljubljanska slovenistika, koprska, vaška slovenistika, Center za slovenščino kot drugi tuji jezik. In v tem smislu mislim, da ni potrebno reševati vojakinje slovenščine. To je prva zadeva, kar bi rad izpostavil, da razložim od kolegice. Druga zadeva, kar se mi zdi pomembno, pa dejansko je poleg vseh nas znanstvenih inštitucij, pa je potrebno tukaj povezati tudi druge nacionalno pomembne inštitucije. Tukaj se mi zdi zelo pomembna RTV Slovenija. Če ne bomo tukaj intenzivno vključili RTV Slovenija in jo krepili in s tem krepili tudi družbo kot celoto, mislim, da bomo dejansko imeli lahko velike težave in tu po mojem izbirajo mnoge težave glede različnih zadev. Zdaj drugo, kar bi še mogoče tukaj omenil glede vojnih razmer. Vojne razmere so včasih v celotni družbi zelo izpostavljene in mislim, da je potrebno tu enostavno začeti razpravljati in to smiselno razpravljati, strpno razpravljati in v tem smislu mislim, da bo potem tudi lahko znotraj stroke prišlo do določenega konsenza, da bomo lahko na vse te odločevalce primerno pritisnili, da se dostanje v prvi vrsti govorcev, potem pa tudi seveda samo slovenščine izboljšano. Zdaj za konec bi samo izpostavil še tole, da seveda s tem, ko rečem, da tako zelo, recimo, ekonomistično sem začel, hočem pa izpostaviti, da seveda ne bo jezik se razvijal samo na osnovi nekih finančnih spodbud, ampak v prvi vrsti mora biti v ozadju razvoj celotne stroke. To je ena zadeva, drugo, kar pa ni najpomembno, pa naj zveni še tako zelo mogoče izrabljeno dostikrat, se mi zdi pomembno, da bo potrebno dejansko okrepiti spoštovanje do jezika, do učencev, do kolegov, samo na ta način preko tega nujnega predpogoja, ko se bomo potem tudi dejansko povezali, se bomo lahko borili naprej za razvoj slovenščine in slovenske družbe kot celote. Vem, da to sedaj zveni kot neke vrste poziv, ampak mislim, da tega manjka. To je pač, ker drugo so kolegi že vse povedali, jaz sem imel še marsikaj drugega napisanega, je pa, ne, kolega Ahačič mislil, reč mislil, kolega, ok, se odrečem, hoče reči, bilo je vse strukturirano, kaj moramo narediti, ampak vrniti se moramo nazaj, vprašati tudi v medije in od tam naprej graditi. Tu jaz vidim še dosti možnosti za naprej.
napredek, stanje pa ni alarmantno, dosti govorcev nas je in dosti tudi strokovnjakov. Hvala, Kotimir, predstojnik oddelka za slovenistiko, povezovano tako kot vedno. Me veseli, no, zdaj pa seveda, ko govorimo o pouku slovenščine, tudi ta okrogla miza morda zdaj na začetku ali pa tako nekako kaže, kot da je pri pouku slovenščine govora samo o jeziku, ne. Ampak realnost je taka, ne, v šolah, zlasti pri gimnazijskem pouku, da je pa vendarle največ časa namenjeno pouku književnosti, ne. Pa vendarle bo dodal, da razmisli še o tem, ali bi povezovano delovali lahko tudi znotraj samega pouka slovenščine. Torej, nekako bolj povezovalno skušali združevati obe področji, in jezik in literaturo. In o tem je naša kolegica Vesna Nikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije, italijanistka in slovenistka, redna profesorica in znanstvena svetnica na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, predava pa tudi v Trstu na katedri za slovenski jezik in književnost, oddelka za humanistične študije, veliko že napisala in bi jo prosila, da morda pove, kako bi po njeni strokovni oceni bilo mogoče povezovanje jezikovnega in književnega pouka pri slovenščini, kako bi to potem vplivalo na sporazumovalno zgodnost. Hvala lepa, dr. Alenki Žboder, ne samo za to vprašanje, ampak res za vse to povezovalno delo okrog jezika in slovstva, okrog povezovanja na področju didaktike slovenščine, to, kar je tudi prej dr. Smolej izpostavila, povezovanje je tisto ključno, vemo v stroki. In seveda sama govorim pa tudi o povezovanju jezika in književnosti. Mogoče, ker je ravno Prešernov dan, drugače ne bi želela preveč širiti tega svojega prispevka, ampak Prešernov dan, ta veseli dan kulture, njegov rojstni dan, bi samo eno izkušnjo iz prvega leta moje delovne kariere, ki me je zaznamovalo zavedno, tudi potem v raziskovalnem delu in sedaj na področju didaktike. Namreč stopila sem v razred prve ure, med prvimi urami, oziroma ko smo začeli obravnavati Prešerna pri trgovcih. To so bili zelo neposredni otroci, mladi. Danes so vsi mladi taki več ali manj, takrat so se trgovci, tako smo jih prepoznavali kot take. In seveda, ko sem jim jaz rekla, no, danes bomo pa obravnavali našega velikega pesnika, največjega pesnika, Franceta Prešerna, se veste, kakšna je bila reakcija, zelo direktna, to je bil samo pijanc, o pijancu bomo govorili. Tako je bilo direktno povedano, iz klopi, ne. In seveda sem jih potem poskušala prepričevati, ne, skozi vse naslednje ure in nisem bila najbolj uspešna. Zato sem naslednja leta obrnila perspektivo. V bistvu sem želela, da oni aktivno analizirajo, primerjajo, da oni raziskujejo, da me oni prepričujejo, kaj je bil Prešeren. Da smo recimo vso literarno teorijo obdelali o Prešernu, da smo primerjali ga s sodobniki, da smo primerjali prevode, spravi ta medkulturna komponenta, da smo ga primerjali že kot mladega pisca, ne, tistih pisem staršev in tako. Enostavno na koncu, ko so vse to imeli pred sabo, so mi rekli, ampak ta Prešeren je pa res frajer, mislim, takega, se ne da prevesti njegove poezije, je njegova boljša kot od Leopardija ali tako naprej, ne, ali pod drugih sodobnikov, ki smo jih analizirali. Skratka, hočem povedati, da me je ta izkušnja zaznamovala v smislu aktivnosti mladih pri pouku in seveda, če gremo v to, ne, da zahtevamo ali pa da ponujamo možnost mladim, da so aktivni pri pouku, mimo komunikacije ne moremo. Gre za komunikacijski pristop, ki ne sme biti samo stvar poučevanja jezika kot drugega, tujega jezika, ampak tudi slovenščine. In tukaj pa, če zdaj res prav konkretno odgovorim na to vprašanje oziroma v zvezi s temo, ki se zadnja leta, s katero se res veliko ukvarjam,
Se pravi, zakaj torej sočasno poučevanje književnosti in jezika čim bolj, kjer se le da. Lahko rečem naslednje, da tukaj vendarle gre za neke trende. Najbolj se vsi, ki so seveda povezani z razvojem znanosti, tako na področju literature kot jezika, ampak najbolj se vsi spomnite filologije, ki je dejansko opazovala književnost in jezik kot celoto, šlo je za kritično branje književnosti, literarnih del, v bistvu je ta književnost vedno nek najvišji jezikovni izraz. Strukturalizem jo je potisnil v ozadje filologijo, vemo, da je prispeval k velikemu razvoju tudi didaktike, tako književnosti kot jezika, ampak danes sta si ti dve veji, tako pri raziskovanju kot pri poučevanju, tako ločeni, da pri pouku velikokrat učenci ne zaznajo smisla slovnice, ker ne vidijo jezika v funkciji in ravno tako književnost se kdaj pokaže kot ločena od vsega ostalega življenjskih besedil, ki so neliterarne. Skratka, danes se mi zdi vedno bolj kaže potreba po povezovanju obojega. Sama sem pravzaprav do tega najprej prišla zaradi te medkulturne razsežnosti, ki jo je omenila ravnateljica. Se pravi, ko sem razmišljala o tej medkulturni zavesti, ki je zdaj tudi cilj pouka slovenščine, tudi v obstoječih učnih načrtih, takoj prideš do tega, da ko želiš vključiti bodisi jezike, ki so prvi jeziki učencev, ni pa to slovenščina, ko primerjaš slovenščino z njimi, ko želiš vključiti kulturne pomene, ki jih ti učenci poznajo in jih v slovenščini ni, se pravi, ko primerjaš pomene posameznih literarnih vsebin, vidiš, da si učenci različno razlagajo, se pravi, kulturni pomen vsebin literarnih, se pravi, takoj prideš tukaj do tega, da ne moreš ločevati jezika in književnosti. Se pravi, to je prva potreba po sočasnem poučevanju jezika in književnosti. Druga so bralne navade, o katerih bomo danes najbolj še veliko spregovorili. Vemo, da je bralna zmožnost drugačna, da mladi zaradi različnega poznavanja, tako kar rečem, knjižnega jezika, kot je bilo nekoč, to poznavanje, velikokrat književnosti niti ne začutijo, niti ne razumejo, tako kot jo razume učitelj, ampak tako kot so jo čutile in razumele prejšnje generacije. Se pravi, da je zaradi čisto, bom rekla, razvijanja njihove misli pomembno, da se vprašamo, kako oni v resnici doživljajo jezik književnosti, in pa seveda čisto iz praktičnih razlogov, ker če literature ne razumejo, ne bodo mogli niti doživeti. Skratka, tu gre za to, da če vstopamo v književnost skozi jezik veliko bolj konkretno, kot to počnemo do sedaj, osmislimo tako jezik, tako slovnico, kot književnost. In mogoče, če lahko samo z enim primerom zaključim, ki ga med drugim tudi predstavljam v tem članku, ki smo ga pripravili za to tematsko številko skupaj s kolegico Diano Košir, s katero tudi urejava učbenike na to metodo. Tukaj so tudi nekateri drugi avtori teh učbenikov. Teoretične pristope smo razložili drugje, tako da se tukaj ne bi več ustavljala pri teoriji, ampak bi, kot rečeno, končala z enim primerom, ki ga tudi omenjamo v tem članku. In sicer, tako da začutimo takoj, zakaj gre. Obdelali sva tu in tudi v učbeniku Cankarjevo enoto, torej Cankarjevo črtico Pehar suhih hrušk. Vsi jo poznamo, vsi se spomnimo, da je osrednja tema, o kateri se ob tej črtici govori, revščina, ta velika želja po teh suhih hruškah, s katero se danes mladi ne identificirajo tako zelo kot nekoč, čeprav je žal revščina do danes spet aktualna tema, ampak mi smo pozornost usmerili v komunikacijo med vrstniki. Kako
ga sestra prepriča, kako ga tudi zmanipulira, kako je lahko nasilna komunikacija med mladimi, med vrstniki. To je danes zelo aktualna tema. To je ena stvar. Druga pa, ko sprašujemo torej o občutju teh mladih, ko sprašujemo o občutju tega dečka, torej, ki je mladi Cankar, pomislite, kakšne odgovore bomo dobili, če vprašamo, kako se je počutil bratec, ko ga je sestra izdala. Bomo rekli žalosten, prizadet, jezen in tu se bo najbrž ustavilo. Če pa pogledamo Cankarjevo ključno besedo, ki so oči, to je njegova najpogostejša polnopomenska beseda v vseh njegovih delih, in rečemo mladim, poiščite besedne zveze, ki se v tej črtici pojavijo z očmi, bomo našli 3 besedne zveze. Najprej so zamišljene oči sestre, potem so velike oči otrok, ko je mama že odkrila, da kradejo in jih je postavila pred to dejstvo. In na koncu ima ta deček, bratec, od bolečine slepe oči. In potem rečemo zamišljene oči, pridevnik, ki izraža stvarno, realno lastnost teh oči sestre, ki je že naklepala nekaj. Potem rečemo, zakaj so velike oči, še vedno je to lastnost, prejemi pomen pridevnika, torej spoznajo pridevnik, hkrati pa že razmišljamo, da je tukaj že tudi prestop v preneseni pomen, velike oči so, zato ker jim zadaj že strah in se zato razširijo. In ko potem pridemo do tiste zadnje, torej od bolečine slepe oči, kaj to pomeni? Kakšna je bila to bolečina, da je bil slep? To ni več prejemi pomen, to je preneseni, se pravi spoznamo ne samo pridevnik, spoznamo tudi pridevniško metaforo, funkcijo pridevniške metafor in hkrati učenci zaznajo, začutijo to globoko bolečino, ki je dečku v bistvu zaprlo zmožnost, da sploh opazuje interes za zunanji svet, ker je bil toliko obremenjen s to svojo bolečino v notranjosti. Skratka, tu sem želela samo v enem primeru pokazati, kako lahko smislimo in tudi spoznamo tako neko slovnično enoto, kot še globlje prodremo v glavno, lahko rečemo tudi idejo, smisel nekega literarnega besedila. Evo, toliko za začetek. Ja, hvala lepa. No, tukaj so se pa zdaj že odprle v bistvu ravni branja, kako sploh beremo. In seveda to brano razumevanje, že dolgo časa teoretiki ne poznajo več samo kot dekodiranje nekih znakov, črk, pač pa seveda se včasih zatakne že na ravni besed, besednega razumevanja. Mokro cveteča rožica poezije, sem recimo že tudi dobila odgovor, da so to tiste rože, ki jih je ravno dež lepo namočil. Potem pa seveda razumevanje na ravni interpretacije, tukaj imamo že kar posebej težave, da ne govorimo o kritičnem razumevanju. No in zdaj pa v bistvu prehajamo na zelo težko temo. Namreč leta 2023 smo prejeli rezultate 3 mednarodnih raziskav znanja, ki jih z namenom izboljšanja vzgojno-izobraževalnega procesa izvaja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2021 in mednarodna raziskava državljanstva vzgoje in izobraževanja ICCS 2022, obe izvaja Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih dosežkov IEA, ter mednarodna primerjava dosežkov učencev PISA 2022, ki poteka pod okriljem OECD, so pokazali skrb vzbujajoče rezultate na praktično vseh področjih merjenja. Zdaj, seveda slovenščina je tudi učni jezik, to pomeni seveda, da pri vseh predmetih razvijamo tudi bralno pismenost, seveda ne samo pri pouku slovenščine. Bralna pismenost je pač ena temeljnih vseživljenjskih zmožnosti posameznika. V Evropski zvezi je prepoznana kot ključna kompetenca, ki posamezniku omogoča vključevanje v socialno okolje, osebno izpopolnitev in osebni razvoj. Je torej ključna za razvijanje posameznikovih sposobnosti ter uspešno sodelovanje v družbi. Pa bi zdaj zagovorila profesor dr. Dragica Haramija, ki je
veliko svojega znanstveno-raziskovalnega dela posvetila prav bralni pismenosti in morda malo komentiramo, kakšni so rezultati 7. raziskave Knjiga in bralci in kako bi stroka morala upoštevati oziroma se zavedati, če poznamo rezultate raziskave PISA 2022 in PIRLS 2021. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za vabilo in za to, da sem smela sodelovati s prispevkom v jeziku in slovstvu. Naj povem, da sem ga pisala skupaj s kolegico doktorico Mileno Ivanoš-Grmek, didaktičarko, ker jaz nisem z področja didaktike, ampak se v osnovi ukvarjam s književnostjo, ker predavam na predšolski vzgoji, razrednem pouku in pri slovenistih, slovenistkah. Me je pa moje raziskovanje nekako pripeljalo tudi do bralne pismenosti. Začela bi morebiti tako, da že približno 10 let nazaj sva s kolegico Polono Viler, ki predava tukaj na fakulteti na oddelku za bibliotekarstvo, informacijske znanosti in knjigarstvo, pregledovali učne načrte različnih držav po svetu, ki so na prvih mestih po bralni pismenosti. Torej, to so bile takrat in so še danes bolj ali manj Japonska, potem iz Kitajske Singapur, iz Kitajske Hongkong, pa Singapur, iz evropskih držav pa so bile takrat na vrhu Poljska, Finska in zdaj pa ne vem, mislim, da še ena država. Skratka, pokazalo se je, da vse te države bralno pismenost gojijo že v predšolskem obdobju, da večina otrok se spoznava vsaj s črkami in glasovi, kar v našem kurikulumu za vrtce ni tako zapisano, in da v resnici gojijo torej ne samo bralno pismenost na področju besedišča, razumevanja besed, razumevanje prebranega, pač pa tudi vizualno pismenost, kar pomeni, da jih učijo že od malega sestavljanja različnih multimodalnih sestavov, naprimer v slikaniških besedilih, kaj pomeni branje besedila in hkrati branje ilustracije, ker oboje skupaj possestavimo da nov pomen. Stanje po 10 letih ali pa še malo več, no takrat ni čisto nič drugačno, to se pravi še vedno je vizualna pismenost popolnoma ločena, čeprav vsi vemo, da živimo v zelo vizualnem svetu, ki zelo veliko informacij podaja skozi sliko, skozi film, skozi ne vem, torej skozi druge kode sporočanja, ne samo skozi besedne, in da bi tudi na tem nivoju veljalo nekako drugače pristopiti k stvarem. In PISA in PIRLS sta pokazala, da imamo težave in da bi se jih veljalo lotiti najbrž od 1. razreda naprej oziroma že v predšolskem obdobju. Zato pa potrebujemo seveda dobro usposobljene vzgojitelje, vzgojiteljice, učitelje razrednega pouka, učiteljice razrednega pouka, ne samo sloveniste in slovenistke, o čemer danes pravzaprav govorimo. In ko sem se pripravljala na to srečanje, sem pregledala, kaj pa mi ponujamo na fakultetah in našla celo učne načrte na nekaterih smereh, kjer knjige sploh niso omenjene. Pri slovenščini, pri različnih predmetih iz slovenščine, recimo
ne bom povedala na kateri fakulteti, didaktika, jezik književnosti ne predvideva obveznega branja. Potem pa jaz ne vem, kje mi smo. Zakaj potem tak res, hecno. Naslednja stvar, ki se mi zdi problematična, je, da imamo torej raziskave, za katere vemo, da bi jih veljalo upoštevati, potem naredimo, celo razpišemo torej programe, kjer to še bolj natančno naredimo, vse proučimo, vse imamo na papirjih napisano, ko bi pa bilo treba to spraviti v življenje, se pa kar pozabi. Naprimer, pred časom je bil velik projekt, v katerem je sodelovalo, ne vem, 50 šol, pa Zavod za šolstvo, pa fakultete, pa vsi, in so bile nekako izrisane, napisane osnove za teoretične osnove, pa tudi praktične, za gradnike bralne pismenosti. Določili smo, da jih imamo 9, kjer imamo vse lepo napisano, od tega, kako se otroci učijo glasovnega zavedanja, do tega, da se učijo, kakšna je bralna strategija od leve proti desni, pa da kaj je zgoraj pa spodaj in tako naprej, do seveda bralnega razumevanja in odziva na prebrano. Ampak to je zdaj nekje ostalo, jaz še nikogar nisem slišala, da bi se res zavzel, pa tudi na fakultetah o tem kaj povedal. Pa imamo to napisano od leta 2020. Potem recimo sprejeli smo 8 ključnih kompetenc za vseživljenjsko izobraževanje, podpisali dokument leta 2018, vsi se z njim strinjamo, da je prva in najpomembnejša torej točka ključnih kompetenc pismenost, kam smo jo pa umestili in kako jo uporabljamo, je pa seveda druga reč. In če povem zdaj še nekaj žalostnih rezultatov, torej bralna pismenost tudi pri odraslih upada, žalostno je, da tudi pri pedagoških delavcih, torej učiteljih, vzgojiteljih, tudi visokošolskih delavcih, pa tudi med knjižničnimi delavci. Čisto točnih rezultatov še nimam, ampak smo pa naredili anketo za 3500 z omenjenimi ljudmi. Naj povem, da je njihov glavni odziv bil, ko sem želela, da odgovorijo na vprašanje, kaj naj raje berejo v prostem času, ali je to poezija, ali so, ne vem, zgodovinski romani ali kaj, da manjka pa ena črtica, to je knjige za osebno rast. Pazite, govorimo o pedagoških delavcih. Knjige za osebno rast so jih najbolj zmotile, da jih nismo spraševali potem. Res je, da in seveda vsi pedagoški delavci smo boljši, kot je povprečna populacija, kljub temu se pa ne moremo pohvaliti ravno z veliko branostjo, zlasti v prostem času. Jaz razumem, da med vsemi temi anketiranimi so študentje najmanj brali v prostem času, zato ker itak so pa potem zelo visoko tam, kjer berejo za službo oziroma za delo. Pač študije njihovo delo. In visokošolski učitelji. Najmanj se pa vzgojitelji in vzgojiteljice na to pripravljajo. Toliko mogoče za začetek. Če še sploh kaj ostane. Hvala, ja. Upajmo, da bo še kaj ostalo časa tudi pravzaprav za vprašanje iz publike, no, ampak vendarle, preden na to preidemo, bi morda povedala, ta knjiga in bralci 7, prejšnji teden smo dobili rezultate, 43%
Slovencev starih med 18 in 75 let ni prebralo niti ene knjige. Seveda govorimo v prostem času, torej ne za službene ali pa študijske potrebe. Tako da to je res. Po drugi strani moramo pa si tudi priznati, seveda, da najbolj toliko, kot sedaj beremo, nikoli v preteklosti, torej nismo brali. Samo beremo druge stvari na drugačen način, povečuje se tudi zaslonsko branje, kar seveda tudi spreminja nekoliko bralne navade in pa tudi zaslonsko branje po raziskavah se razlikuje od branja s papirja. Namreč, ko so delali raziskavo, naprimer neka norveška raziskovalka je imela dve skupini študentov, brali so neko erotično zgodbo, nekateri so jo brali iz žepnice, drugi pač iz zaslona in ugotovila je, da tisti, ki so brali zaslonsko, so si manj zapomnili, slabše obnavljali, medtem ko tisti pač iz papirja so bili pri tem uspešnejši. Je pa res, da tudi druge raziskave dokazujejo, da se zaslonsko branje krajših besedil ne razlikuje od branja s papirja, težave nastopajo pri daljših besedil. In pa seveda beremo tudi drugače, na drugačen način iz zaslona. Ko beremo zaslona, naše oči potujejo v obliki črke F, torej najprej zgoraj preberemo, potem gremo dol, pa znova proti desni in navzdol in potem se znova vrnemo k besedilu in pobiramo kakor vozine iz potice, če nas stvar seveda zanima, nasprotno primer ne. No, kakorkoli že, PISA 2018 je pač pokazala, da slovenski učenci in učenke poročajo o podpovprečni motivaciji za branje, o podpovprečni zaznani učiteljevi okoli pri pouku slovenščine, tudi zaznavanju učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine in lastnem čustvenem blagostanju. In zdaj, če dodamo tukaj še rezultate ugotovitev Melite Pukle-Levpušček in Klavdije Šterman-Ivančič, ki sta pač na osnovi raziskave PISA ugotovili, da najvišje dosežke na testu bralne pismenosti dosegajo tisti 15-letniki, ki so odgovorili, da večkrat na mesec ali na teden berejo literarna besedila. Tako da torej je seveda pouk književnosti lahko vpliva tudi na povečano bralno pismenost. No, ampak vendarle, ali mi lahko v šoli nadoknadimo vse tisto, kar ste vi upozorili? Kako pomembno je pravzaprav, da vzgajamo od najmlajših, kajti Norvežani, naprimer, mi smo začeli z raziskavo Knjiga in bralci leta 1973, takrat smo bili z Norvežani približno na isti stopni bralnih navad, bralne kulture in Norvežani so v tem času bistveno napredovali. Je pa res, da so imeli posebne projekte in jih še vedno imajo, prejšnji teden so jih predstavili tudi na knjižnem sejmu, kjer ogromno delajo z najmlajšimi. Torej, na ravni iger, besednega zaklada, torej zelo podpirajo družinsko pismenost. Pa bi jaz zdaj prosila še za en posnetek. Kolega Peter Kolman je sicer knjižničar na osnovni šoli v Radovljici in bodoči magister slovenščine in pedagogike. Tik pred zagovorom magistrskega dela je, raziskoval je pa bralne navade učencev 3. triletja. Raziskava, ki je nastala v okviru mojega magistrskega dela o bralnih navadah učencev zadnjega triletja osnovne šole, potrjuje, da je oblikovanje bralne kulture kompleksen proces, na katerega pomembno vplivata družinsko okolje in šola. Izsledki raziskave so med drugim pokazali, da glede na odgovore sodelujočih učencev, učenci z višjimi končnimi ocenami pri slovenščini pogosteje berejo, kar lahko kaže na pozitiven vpliv branja na dosežke pri pouku. Poudarjena je tudi pomembna vloga staršev pri spodbujanju branja, saj otroci, ki so jim otroštvo brali, izkazujejo večjo naklonjenost branju kasneje v življenju. Rezultati so še pokazali razlike med spoloma, pri čemer dekleta dosegajo višje rezultate pri bralni pismenosti in raje posegajo po literarnih besedilih. In prav vzgojno izobraževanje ustanovi bi dejstvo, da so starši tisti, ki imajo velik vpliv na branje osnovnošolcev, morali izkoristiti in še tesneje sodelovati starši pri spodbujanju bralne kulture. S tem bi zagotovili dodatno podporo pri motivaciji mladih bralcev in ustvarili trdnejšo podlago za razvoj trajnih bralnih navad za naprej.
Glede na dobljene rezultate lahko še dodam, da redno branje literarnih besedil vpliva na zmožnost pisanja oziroma tvorjenja novih besedil. No, morda še Vesna Mikolič, kako bi to komentirali, ja? Ja, ker govori ravno o tem, ja, kako književnost vpliva na jezikovno zmožnost oziroma sporazumevalno zmožnost. Lahko seveda dodam to, kar pravzaprav vsi vemo, ker nam govorijo dejstva, da tisti otroci, ki veliko berejo, se tudi ponavadi boljše izražajo, ampak gre za to, da je prav, da mladim pravzaprav predstavimo, kako je jezik književnosti tista skrajna meja, oziroma da presega meje jezika, na katere jezik naleti v nekih vsakdanjih jezikovnih situacijah, sporazumevalnih situacijah, da je književnost že po svojem izvoru tako subjektivna, da zahteva od avtorjev, da presegajo tudi, oziroma da preizkušajo jezikovne meje in da usmirimo v bistvu mlade bralce, da iščejo, da vidijo, kje je jezik, da začutijo to živost jezika v književnosti. Hkrati pa seveda mi je blizu ta pristop, tudi ker se raziskovalno ukvarjam z jezikom kot jezikom književnosti, s teoretsko podlago literarne pragmatike, ki govori prav o tem, da je literatura v bistvu nek subjektivni svet avtorja, ki pa seveda vabi v komunikacijo, vabi v dialog tudi bralca. In če mladim na ta način predstavimo, da je to odprto polje, odprto pomensko polje, ki ga sami ustvarjajo, ki ga tudi, ki vpliva na njihovo tako misel kot jezik, potem bojo to tudi začutili in bojo tudi bolj ozaveščeno pravzaprav svojo tudi igro z jezikom, ki izhaja potem iz različnih analiz, iz različnih razmislekov v literaturi, bodo svojo tudi jezikovno zmožnost bolj ozavestili, ne samo razvijali, ampak jo tudi ozavestili. In mogoče bom spet končala samo z enim primerom, kjer sem tudi sama ugotovila, kako en tako zaveščen pristop, jezikovni pristop v književnosti, kako pomaga tako tistim, ki recimo nekega jezikovne strukture ne razumejo, kot tistim, ki dobro razumejo, ampak ozavestijo potem to. Primer iz mojega, torej jaz v Trstu poučujem sicer teorijo jezika, ampak si pa s kolegom Košuto deliva književnost, tako da jaz potem vodim seminar književnosti, da beremo nekatere tekste in vstopamo v književnost skozi jezik. In recimo samo en primer, najbolj mogoče se boste spomnili, kako se začne pesem, Kajuhova pesem Slutnja, Ne morem verjeti. Jaz imam pri pouku študente, ki so rojeni govorci slovenščine in tisti, ki to niso. In seveda se mora razložiti, kaj pomeni ne morem verjeti. In seveda, če dobesedni pomen razložimo, vemo, kaj pride, seveda smo morali razložiti, kakšen je pragmatični pomen te fraze, te besedne zveze, stalne besedne zveze, ne morem verjeti. Ko smo to razložili, ko smo razlagali, ko so tudi slovensko govoreči razlagali pomen te besede, so pravzaprav začutili vso pragmatično razsežnost, spet tisti trenutek, ko je lirski subjekt prišel do te slutnje. To je trenutek, ko rečeš, ne morem verjeti, ravno ko zaslutiš, ravno ko verjameš, ko začneš verjeti. In hočem povedati, da so si vsi bodi si obogatili jezikovno, torej razvili svojo jezikovno zmožnost, hkrati to jezikovno zmožnost ozavestili. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je absolutno potrjuje, da je branje književnosti in tudi ozaveščeno branje jezika v književnosti koristno. Ja, zelo koristno. Tukaj bi še eno raziskavo omenila. Na Emory University so veliki skupini študentov izvedli eksperiment. Pred eksperimentom so jim slikali možgane, potem pa so morali 5 večerov zaporedoma prebrati po 30 strani romana Pompej Roberta Harrisa in vsako jutro so jim potem znova slikali možgane in ugotovili, da so se vsak dan bolj krepile in bolj močnejše so bile povezave v možganih in seveda, kar hočem reči, ne samo v Brokovem predelu, torej kjer imamo predel za jezik in
odgovor, ampak v celoti. Kar pomeni, da je branje zahtevnejše literature pravzaprav zelo intenzivna vadba in bi veljalo na to opozarjati tudi, bi rekla, najbolj širšo skupnost in pa družbo kot tako. In pa seveda zelo zapleten miselni proces. V 400 milisekundah se aktivirajo vsi predeli v možganih, tako bom dala besedo, sem to želim dopolniti, kar najbrž potem ni presenetljivo, zakaj si marsikdo raje poseže po kakšnem lahkotnejšem čtivu. Ja, Marko, prosim. Če lahko provociram, ne? Mikrofon si pač. A smo imeli tudi recimo, seveda smo zato, da bi rekel, častimo jezik in literaturo in njun medsebojni odnos in tako naprej, ampak je možno, da bi te možganske povezave se krepile tudi, če bi gledali zahteven film, recimo. Tukaj se mi zdi, da včasih gremo enostransko, zato ker pač to moram početi na nek način, tudi s tem merjenjem marsikaj ostaja relativno, in marsikaj je tako, da je dopolnjujoče z vsem drugim. Tudi ta, jaz ne vem, ti poznaš veliko mednarodnih raziskav, ampak ali pri nas kdo naredil kakšno, vsaj približno longitudinalno raziskavo, kjer bi kakorkoli dokazal, da branje literature odločilno in dokazano vpliva na rast jezikovne zmožnosti. Meni se zdi včasih tukaj sam to še eno misel, tako kot je kolega, oziroma mož od neke kolegice moje iz študija, ko je začel oljke pridelovati, pa se je šele učil, je opazil jesen, da se mu suši oljka, oljčna sata, in ni imel namakanja in je strah, ker razumem, motokultivator si sposodil, ker je še ne najel to, in je zalival in potem smo mu povedali, ker je on zalival tisti precej časa, da če oljka ni spomlad dosti zalita, lahko ti zalivaš jeseni, kar češ, in ne pozorno oljko nikoli več nič. Tako se mi zdi, da tudi, mislim, gre v to smer, ampak da pri trditvah o vzročno-posledičnih povezavah bi morali vsi skrat, ne samo didaktika, iti malo bolj v znanost in določene stvari resnično dokazovati. To, kar ti govoriš, je krasno občudovanje vredno, ampak meni se skozi pojme vprašanje, koliko od učencev in učenk v razredu tako čuti, koliko učiteljev je zmožnih ne enkrat narediti tako uro, ampak na tem graditi cel pouk in tako naprej, mislim. Kar ne zmanjšujem zanimivosti in tehtnosti. To je vprašanje, se zdi. Ja, tukaj pač moramo vedeti, da na področju pedagogike težko pristopamo na tako zelo pozitivističen način, kot bi si ti morda želel. Vsekakor moramo vedeti, da je toliko dejavnikov, ki vplivajo na to. Recimo bom samo omenila eno drugo novo raziskavo, ki se imenuje Pygmalionski razred, kjer so učiteljem, preden so začeli poučevati 2 razreda, učencem so najprej izmerili inteligenčni kvocient in so pa želeli neke rezultate, potem so pa učiteljem rekli, v razredu A imate same nadpovprečne dijake, vsi imajo izredno visok inteligenčni kvocient. V razredu B imate pa takle bolj povprečne, celo podpovprečne. In potem so jih spremljali kar dolgo časa in opazovali, kaj se je dogajalo. V razredu A so se učitelji, ne glede na to, če so imeli učenci, in seveda so jih imeli kakšne težave učne, z njimi zelo ukvarjali, jih spodbujali, pripravljali dodatna gradiva, se res trudili, da bi dosegli učne cilje. V razredu B pa takih prizadevanj nič kaj dosti ni bilo. Na koncu so učencem znova izmerili inteligenčni kvocient. V razredu A so učenci dejansko napredovali v svojem IQ-ju, v razredu B pa ne. S tem, da moramo zdaj vedeti, da nikakor ta trditev, da je bil A razred bolj, višji kvocient imel kot pa razred B, to nikakor ni bilo res. Torej, veliko na to vpliva tudi, kakšne so naše mišljenje, naše predpostavke kot raziskovalci. Tako da sam toliko o to.
Bi pa zdaj še nekaj rekla, torej branje je napora, Kozma Akačič, vi ste tudi v eni kolumni v Delu že v naslovu poudarili, da gre pri branju za, citiram, trud, garanje, trdo delo, užitek. Ja, to kolumno sem pisal ravno, ko sem bral eno serijo člankov, ki so se ukvarjali z obnašanjem, z vedenjem možganov pri branju književnosti in pri digitalnem branju. In tu je zanimivo, da so letos pri Oxfordovem slovarju za besedo leta razglasili brain rot, to se pravi gnitje možganov, kar je dejansko tudi nevrološko dokazljiv pojav, lahko ga celo sami preizkusite. Jaz sem to naredil in je zelo poučno. Človek se zdrzne, skušajte 14 dni se odpovedati knjigam, časopisom, resnim člankom in drsati lepo po TikToku ali pa po Reelsih od Instagrama in boste videli na kakšen odpor, in to na nevrologi dokazujejo, da je možgansko pogojeno, skratka, na kakšen odpor do branja boste naleteli pri samih sebi. No, ampak kar se tiče samega razmerja med branjem in jezikovnim poukom v učnih načrtih, tu je ena od linij, ki jo lahko malo provokativno ubesedim, manj književnosti, je tudi ena od poti do več časa za problematiko jezikovnega znanja in same bralne pismenosti. Druga linija so nepričakovana besedila. Glavna združevalna lastnost vseh teh pregledov, PISA, PIRLS in tako naprej, so nepričakovane besedilne vrste. Nepričakovane življenjske okoliščine, skratka, po domače povedano to, da se znajdemo. In tega naš jezikovni pouk je to je naš jezikovni pouk precej premalo poudarjal, zato je tu v predlogu novega učnega načrta poudarek na morda manj predpisanih besedilnih vrstah, vendar pa na skupinah besedil in na srečevanju z več nepričakovanimi besedili. Na to je v učnih načrtih, moram reči, tudi zelo dobro povzeta celotna, so povzeti cilji strategije za bralno pismenost in pa ravno po norveškem vzoru, to je bilo slučajno, smo povzeli tudi eno odločitev, ki bo mogoče najbolj odmevala, in to je obvezno, lahko rečem provokativno, kar prisilno domače branje neumetnostnih in umetnostnih besedil. Skratka, mladi naj bi doma brali v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 3 ure in pol, v tretjem 4 ure in pol in na gimnaziji in srednjih šolah okrog 5 ur in pol. To je popolnoma enako, kot je rešitev na Norveškem. Seveda bodo tu takoj vprašanje, kako bomo to prevedeli, kako bomo to izvajali, kaj naj berejo, kako bomo izbirali besedila. In moj odgovor je, ne vemo. Ampak če tu ne bo zadana smer, potem je nemogoče najti tudi praktične rešitve. To je toliko z vidika te neposredne
Najlepša hvala. Jaz sem pogledala zdaj na uro in je neizprostna. Vendarle pa želela, da tudi tukaj vsi, ki ste z nami in pa tudi na Zoomu, mislim, da imamo kar nekaj navzočih, da morda tudi vi lahko vprašate, komentirate, delite z nami kako misel. Za konec sem sicer nameravala vprašati še za komentar rezultata raziskave Knjiga in bralci 7, ki je pač pokazala, da je med mladimi bralci, torej med tistimi starimi od 18 do 24 let, da jih 76% bere v angleščini in da so priljubljene zlasti zvočnice in knjige. Torej, to je naša realnost, pa morda kdo tudi v publiki ali pa na Zoomu bi kaj še v zvezi s tem povedal ali pa karkoli delil z nami, kako misel, vprašanje, komentar. Lepo prosim, če ste tam ne prižgete mikrofon, zato da se bo dobro slišalo. Ja, ampak posnemamo, pa se bomo slišali. Takole? Ja, zelo. Veste kaj, realnost, ki jo jaz recimo vidim, je res drugačna. Morda, če se lahko še predstavite. Ja, sem Boža Čoš, sem profesorica slovenskega jezika in književnosti, ampak ne učim v šoli, imam pa zelo veliko inštrukcij, tako da imam kar pregled na tem, kaj se recimo v šolah dogaja. Dijaki mi pač te stvari povedo, ampak tako, ko jih jaz opazujem, realnost je res drugačna, dijaki so res drugačni. To je vse čudovito, vsi učbeniki, vse to, ampak prvič je tako, no, zanima bi me, bom pa tako navrgla neki stvari. Ali kdo pogleda recimo, kako učitelj dela v razredu? Se pravi, kako on pelje uro. Ura ima neke zakonitosti, vsaj mi smo se tako učili. Potem recimo, a kdo pogleda njihove teste, kako recimo teste sestavijo. Potem, a kdo preveri, a učitelj, ko recimo oni pišejo nek slovnični test, ko prinese recimo rezultate, a samo razdeli pa pobere, ali gredo od točke do točke, pa on pove rešitve. Največkrat ni tako, zato ker potem tisti, ki niso pisali, on da isti test in nekako ne upa povedati, kakšne so rešitve, zato da mu ni treba sestavljati recimo drugega testa. Potem opažam recimo tudi, da recimo kdaj začnejo pisati esej. Mi bi radi, da so rezultati recimo eseja zelo dobri, ampak recimo zdaj v 4. letnikih je zelo na veliko šolah tako, da sploh še niso začeli obravnavati nobene knjige. So pa delali 2 meseca pa pol izjemno natančno Smoletovo Antigono. Ker je pač to bilo lansko leto, je verjetno, ne vem, učitelj, učiteljica imel to pripravljeno, in v take res podrobnosti 2 meseca pa pol, zdaj to početi ne vem, če je v redu. Zdaj, jaz mislim, da moramo pri učiteljih, pa nas recimo začeti, pa kako recimo, pa še nekaj, dijaki niso več tako potrpežljivi, kot je bilo v našem času. Oni ne zdržijo 1 uro in ko oni naletijo na prvo težavo, ko se tudi razlaga recimo književnost ali pa jezik, njim koncentracija pade. In enostavno oni niso sposobni 1 uro tako, da bodo lepo ti povezave, pa na to in to, skratka zelo hitro obupajo. Ena mama mi je rekla, mi se doma nikoli ne pogovarjamo o literaturi, mi smo zdravniki. Se pravi, mogoče bi bilo fino, če bi se pogovarjali tudi kdaj pri kakšnem, ne vem, obedu, da bi mogoče starši navajali otroke na to, da se recimo kako se pogovarja. Potem je pa še ena stvar, ki se mi zdi, da se jo zelo opazi, je pa ta, da, zdaj mi je šlo iz misli, da recimo se učitelji ne držijo rokov za to, da dobijo recimo nazaj teste. In zdaj so mi ravno danes pripovedovali, je že 1 mesec, odkar smo test pisali, zdaj pišemo že drugega. Jaz ne vem, kaj sem prej naredila narobe. Pa tudi esej, mi pišemo že naslednji teden, ampak že cel mesec nismo dobili nazaj, se pravi, da ne vemo,
Torej, moje vprašanje je, oziroma spodbuda, da bo verjetno treba to pri učiteljih nekako preverjati, kako oni delajo. To bi bilo recimo zelo dobro. Aha, pa še to sem premislila. Recimo drugi učitelji, drugih predmetov. Včasih vem, da smo se pogovarjali o tem, da bi, če dijak pri, nekem drugem predmetu ne upošteva slovničnih pravil, da je lahko tisti test tudi negativen. Jaz sem, ko sem še učila, smo imeli tak primer in je učiteljica se zelo spraševala, ali da negativno, čeprav je vsebinsko ustrezalo, zato ker je pač bilo toliko jezikovnih napak. Vemo pa, da tudi drugi učitelji slovnično stvari ne znajo in da tudi pač ne morejo popraviti. Tako da, to so ene take stvari, ki se mi zdi, da je fajn, da bi mogoče malo o njih razmislili, ker so bolj, se mi zdi, pereče, kot se na prvi pogled zdi. Hvala. Hvala za te razmisleke. Jaz bi samo to rekla, da v bistvu mi zdaj tu razpravljamo o tem, kako bomo sploh imeli nove učne načrte. Vse to pa ni sistemska raven, ampak je potem na ravni šole, na ravni posameznika. Vsi vemo, da so šole različne, da so učitelji različni in na kak način najbrž več nadzora je potrebnega, predvsem pa potrebujemo najprej konsenz, kaj, pa kdaj, pa na kak način. Kolikor se malo spoznam, se strinjam s tem, ampak recimo to, kar je kolegica pač vrsta stvari pa je zelo sistemski, recimo jezikovno testiranje. To, kar kolegica predvižala ugotavlja, s tem se tako rekoč nihče ne srečuje in je to zelo zahtevno vprašanje, ki je povezano s vsem tem, kaj hočemo, kako napredujemo in tako naprej. Tudi to, kaj je realno v šoli narediti. Mislim, da že doslej so bili učni načrti polni zlatih lepih misli, ki pa, bi rekel, so marsikateri zelo neuresničljive. Ravno pri tem, kako, ne se spomnim iz svoje izkušnje recenziranja ene od prejšnjih prenov, polne pasaže od tega, kako učenci sami načrtujejo svoj napredek, analizirajo področja, kjer jim ne gre in potem sami sestavijo načrt, kako ga sestavijo. To so zelo nerealne stvari, ki se berejo največ v skladu s nekimi spoznanji pedagoške stroke, kako bi bilo, ampak enostavno ne delujejo. Tako da se mi zdi pač ta uresničljivost in izvedljivost je ena zelo ključnih stvari. Zato da namreč prihaja do marsikatere, bi rekel, nesporazuma, ker sigurno je lažje popravljati površinske stvari kot na drugih ravneh, tam je treba veliko več časa, tega časa ni, marsikdaj tudi znanja ni in mislim, pri izobraževanju učiteljev bi morali, pa celo veliko bi morali pač precej prenoviti, ali pa na novo postaviti marsikdaj, ker se mi zdi, do neke mere je mogoče določeno stvar prenavljati, neke mere pač se treba postaviti na novo, ne brez upoštevanja tradicije in gabaritev, ampak večna prenova tudi, bi rekel, ni rešitev za vse čas. Jaz bi odgovorila na tisti del, ko ste izpostavili, da je koncentracija učencev nižja. Ja, je drugačna, kot smo slišali in najbolj lahko tudi rečemo, da je nižja. In mislim, da ravno zaradi tega, čeprav se kdaj zdi zahtevnejše, tako kot si Marko prej izpostavil, recimo in tak aktiven pristop, participativni pristop, tak konstruktivistični recimo pristop v razredu, da damo, v bistvu, da pomene oblikujemo skupaj, v pogovoru, skupaj z njimi, da smo v bistvu učitelji samo moderatorji, Torej, ta pristop se zdaj kdaj zdi zahtevnejši, kot tudi ekonomičen je mogoče včasih bolj, da mi ex cathedra pač povemo in to je to, ampak v resnici je koncentracija njihova bo dosti višja, če bodo oni sodelovali, motivacija bo večja in tudi učitelj bo drugače motiviran. Tako da jaz mislim, da je veliko, da je zelo pomembno, bolj kot kdajkoli, ta pristop, aktivni, raziskovalni pristop pri pouku, tudi pri pouku slovenščine, pa ne samo pri pouku slovenščine.
Ja, hvala lepa. Morda samo še dodam, seveda, recimo Howard Gardner pravi za mlade, da so nesnehno plavajo v popeli hormonov, kot so kortizol in adrenalin, medtem ko pač drsajo po zaslonu, po raznih TikTokih, Instagramih, igrice igrajo in podobno. In posledica tega je, temu pa pravi Seymour Papert, nestanovitnost, kar pomeni, da današnja digitalno odraščajoča mladina preskakuje s teme na temo in se pri tem oddaljuje od svoje prvotne naloge. Preprosto ne zmorejo ohraniti toliko pozornosti. Naprimer, tudi odrasle so testirali, če so še toliko let nazaj imeli 10 minut koncentracijo, danes imamo pol manj. Tako da to so konkretni stvari. Ja. Samo postavka bi dodal na to, v 16. stoletju, skratka 15-16. stoletje s pojavom tiskanih knjig so bili problemi z doživljanjem naravnih možganov zelo podobni. Skratka, tudi tisti čas je postavljal pred vse, ki so se začeli šolati, ki so začenjali z branjem, zelo usporedne probleme. Skratka, na kak način popolnoma zamenjati paradigmo vsakdanjega razmišljanja. Če lahko samo, ker smo dosti govorili o digitalnem, že 5 let nazaj bom kar konkretno povedal obisk v Beogradu, kjer sem bil predvsem pri logopedih in surdopedagogih, ki se ukvarjajo z določenimi motnjami v razvoju in tudi stališča motenj v koncentraciji. In tam je bil ključni problem tako imenovane terapije odnos staršev do mobilnih aplikacij in tudi njihovih zgledov, ne pa otrok. Največja težava je bila, kako odzeti telefon staršev. In tu mislim, da je stvar, o kateri se bomo morali biti malo drugače tega lotiti, da se pravi, starši bomo morali biti tisti, tudi učitelji na nek način starš, da bom zelo tako direktno povedal, ker preživijo toliko in toliko ur z učiteljem v šolah. In tu bomo morali mlade motivirati, bi pa rad izpostavil to, da sam že kar nekaj časa občudujem, kako mladi na mojih predavanjih pišejo na tablice, kakšne strategije imajo, uporabljajo svinčnik, to toliko da povem, svinčnik uporabljajo, kar mislim, da je ključno, in na tablici potem se tam okrožujejo in to študenti zelo dobro počnejo. In mislim, da tu imamo ključno nalogo mi vsi, da mlade vključimo skozi samo delo in mislim, da bodo izplen bo potem bistveno večji. Zdaj, seveda, pa jaz sam osebno pa vedno rekel, da jaz rad primem knjigo v roke, ampak se spomnim, ko prinesem knjigo na predavanje, jo tudi oni radi primejo. Tako da tu bomo morali res ta en širok konsens tudi z množico mladih. Ne samo misliti na tiste oske znanstvenike in najnižje. Hvala. Počasi bomo zaključili še eno misel, mislim, da Milena Mileva-Blažič. Lep pozdrav. Če dovolite, bi se oglasila. Ne vem, ali veste, imam zelo rada učne načrte in sem jih preštudirala od leta 1869. Žal zadnji učni načrt me ni bilo, nisem imela še možnosti vpogleda, približno 2200 strani in me je zanimalo, kakšni naravni sistema, kako je bila pozicionirana književnost v Avstro-Ogrski, SHS, SFRJ in recimo temu samostojni Sloveniji. Prejšnji učni načrt je govoril, da se jezik pojmuje sistemsko, lahko kolegici tudi to potrdite. Pravzaprav tukaj ni korelacije s književnostjo, ker mi imamo tudi poučevanje sistemsko literarno delo, ki jo izdelal
kolega Marjan Dovič. Zakaj pa ta sistemski pouk ali način razmišljanja pomemben? Vsak izmed nas si privošči osebno digresijo, si bom tudi sama, ampak gre za splošno ugotovitev. Kot profesorica sem obiskala oba knjižna sejma in v Frankfurtu in v Bologni, ker me je zanimalo, kateri avtori so predstavljeni. Ali so klasiki, sodobni klasiki ali sodobniki. Veste, kateri so bili? Tisti, ki imajo relacijske odnose znotraj sistema. In pri marsikaterem avtorju je bil prevod iz slovenskih novic. Niti slučajno ne recenzija, kaj pa šele strokovni članek ali znanstveni. Če poskušamo ugotoviti, ni samo en učni načrt, jih je enih 16-20, zelo problematičen je učni načrt za slovenščino, prvi pa drugi ciklus v evropskih šolah, ker ni korelacije s kulturami, ampak če poskušam poenostaviti in strniti misli. Nebralci poučujejo branje. Nebralci poučujejo tudi književnost, draga bralca. Žal imaš prav. Menim, da je potrebno vzpostaviti ravnovesje med šolskim opismenjevanjem in družinskim, ne prelagati šolske obveznosti na preobremenjene družine. Kot profesorica otroške mladinske književnosti se srečujem z otročjo književnostjo, o kateri je govoril tudi Oton Šupančič. 95% hiperprodukcija so otročje knjige, ki opisujejo diagnoze, odlične ilustracije, to je pač strategija sodobnih avtorjev, skratka hiperprodukcija knjig za otroke, ker to je že edini sistem, ki funkcionira. Knjiga in bralci, ki spremlja pod pretvezo branja, ki ga absolutno spodbujam, promovirajo prodajanje knjig. Ker če pogledate vse knjige, ki jih določene založbe in samo založbe promovirajo, pravzaprav samo promocija nakupovanja je. Ker prodajljive knjige, to mladinska knjiga dela, ne pomeni kvalitetne knjige. Kvalitetna knjiga ne pomeni, da je velikokrat izposojena, zato ker tudi avtorji razvijajo strategije za izposoje knjig, ne za branje knjig. Razredi so heterogeni, niso več homogeni. Recimo v vrtcu imamo otroško igro Zemljo krast, pa vidite, kam je pripeljala ta igra, malo karikira. Spraševala bi se o etični literarni vedi, v skladu s Tomom Virkom iz te hiše, Dragi nihče, včasih je bilo to besedilo za otroke, ali otroci s postaje Z. In tako naprej. Ker mladi tudi iščejo recepte. To je paradoks. Zaključila bi z ugotovitvijo OECD 10 let nazaj, da Slovenija nima 3% visoko kritičnih, inteligentnih, ker vsaka država potrebuje 3% kritične mase, da potegne v državo iz krize. Mi smo imeli 0,3 promile in to je bilo načrtno. Sicer sem kritična, ampak absolutno dobro namirna. Čestitke, Alenka. Hvala. 7 minut smo prekoračili naš čas. Takole bom rekla. Vsem se zahvaljujem, da ste z nami in za mlade delili svoje znanje, kompetence, modrosti, izkušnje. V tem kočljivem trenutku človeške zgodovine je vzgoja in izobraževanje mladih v kritične mislice, ki se znajo in zmorejo empatično vživljati v druge in drugačne, ter strpno sprejemati svet, ljudi, kulture in navade v njihovi raznolikosti, neprecenljiva. Ko bo, če parafraziram Brehta, knjiga edino orožje, ki ga bo posameznik vzel v roke, se nam za prihodnost slovenščine ni treba več bati. Zahvaljujem se, da je razprava potekala v Prešernovem duhu odprtosti, kritičnosti, pa tudi ljubezni do slovenskega jezika, literature in kulture, da je ponudila odgovore na kar nekaj strokovnih vprašanj pouka slovenščine,
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej za sodelovanje. Sedaj vas pa vabim, da se na ta veseli dan kulture razprava nadaljuje ob skromni pogostitvi in Prešernem pogovoru.